Mateja Perpar, Pasje dogodivščine, Šnufa in Tace. 8. Počitek. Psi spijo v pasjih košarah, ljudje pa v posteljah. Zadeva je popolnoma jasna. Če si človek. Če si pes, so te reči malo bolj zamršene. Recimo, da si prepričan, da ti še nikoli nihče ni rekel, da ne smeš v posteljo. Mogoče so rekli, da ne smeš na posteljo. Ampak to ni isto. V posteljo pomeni, da odgrneš odejo in zlezeš spodaj. Potem se te seveda ne vidi in nihče ne more reči, da je kaj narobe. Če si velik pes, se v postelji težko skriješ. Taca je po Šnufovih navodilih sicer zlezel pod odejo, toda gospodarica ga je hitro odkrila in mu prisolila eno po zadnji plati. Ne prehudo, ker jo je, ko je vstopila v sobo, ob pogledu na orjaško izboklino sredi postelje popadel smeh, ampak vseeno, red mora biti. Sploh pa je Taca rajši polegal po tleh, kjer je bilo prijetno hladno. S Šnufom je bilo malo drugače. Košara se mu je zdela strašno neudobna. Kaj se ti nič ne smilim? Je cvilil v gospodarico, ki mu je prepovedala, da bi skočil na posteljo. V košari je tako malo prostora, poskusi ti spati z nogami pod glavo. Ampak saj si vendar kuža, Šnuf, je rekla gospodarica, kužki ne spijo v posteljah. Šnuf je zavil z očmi in globoko vzdihnil. Po lastnem prepričanju je bil prav toliko človek kot oguljeni dvonogi dolgini, ki so polegali po posteljah. Zato je tudi vedno spal z glavo na blazini. Blazina je tako prijetno dišala po gospodarici, da se mu je zdelo, kot da je ves čas v njenem naročju. Gospodarica pa je bila mnenja, da njena blazina preveč diši po Šnufu, zato je poskušala pasje bitje prepričati, da bi ležalo v košari. Toda Šnuf je bil vztrajan kuža. Jokal je in prosjačil, lajal, čisto potihem cvilil in milo gledal. Po debeli uri pasjega vzdihovanja je gospodarica popustila. No, prav, skoči gor. Šnuf je skočil na posteljo že takoj po tistem, ko je gospodarici prišla iz ust prva beseda. Prav zadovoljno se je nekajkrat obrnil in legel k nogam in naslonil glavo na vznožje postelje. Gospodarica je še malo brala, potem pa ugasnila luč. Sredi noči se je gospodarica zbudila, ker jo je nekaj praskalo po rami. Praskal je Šnuf. Spusti me spodaj, zebe me. Gospodarica je malce odgrnila odejo, Šnuf je vstopil v predor in se pod odejo prerinil do nog. Gospodarica je čutila, kako jo njegova žičnata dlaka bode v bosa stopala. Komaj uro potem je psiček odgrnil spodnji del gospodarice in se preselil nad odejo, ker mu je bilo vroče. Da bi ležal na mehkem, se ji je vrgel na trebuh. Nekaj časa je vladal mir, toda ne dolgo. Po 2 urah spanja je gospodarico spet zbudilo praskanje po rami. Privzdignila je odejo in pasja podmornica je odplula k nogam. Potem se je vse skupaj še nekajkrat ponovilo. Zjutraj je imela gospodarica precejšnje podočnjake. Nemara jih je imel tudi Šnuf, vendar se jih ni videlo, ker imajo psi kosmata lica. Gospodarica je utrujeno gledala psička. Njegov veliki pasji prijatelj je noč mirno prespal na preprogi v dnevni sobi. Zakaj nisi tak kot Taca, Šnuf? Šnuf se je začudeno ozrl. Nato je poučil gospodarico. Če bi bil tako velik kot Taca, zate v postelji sploh ne bi bilo prostora.